Možnost izbire lahko uporabljamo namesto kaznovanja, je pa pomembno, da to delamo tako, kot je treba. Možnost izbire moramo vedno napovedati vnaprej, zato da otrok ve, med čim izbira in zakaj se odloča. To se pravi, kaj bo izbral, da bo dobil dobro posledico, a da bo dobil težko posledico. To je ena stvar. Druga stvar, vedno dajemo eno dejanje, ena posledica. Torej, se potrudiš, je ugodna posledica, se ne potrudiš, je neugodna posledica. Tretja stvar, zelo pomembna, nikoli ne uporabljamo besede če. Če se boš potrudil, se bo zgodilo. Vedno rečemo, imaš na voljo to, izberi. Jaz sem si velikokrat predstavljala rdeča škatla, modra škatla, katero boš izbral. Vedno, ko izbere slabo, mu rečemo, brez čustev, skratka v tej možnosti ne uporabljamo jeze, ne uporabljamo primerjanja, ne uporabljamo groženj, ampak rečemo, poglej, danes si izbral, da se to ne bo zgodilo. Drugič boš imel novo priložnost. Skratka, otroku povemo, danes se tole ni dobro končalo, ker si tako izbral, naslednjič lahko izbereš drugače. To so zelo pomembne stvari, ki jih pri izbiri moramo upoštevati in tudi starši se moramo tega naučiti. Zakaj? Ker je še en zelo pomemben princip v tem, vedno damo za težko posledico tisto, kar mi starši zmoremo speljati. Potem tega ne narediti zaradi tega, ker je vam pretežko. To se pravi, vnaprej premislite, a boste to lahko speljali. Ker sicer bo vaš otrok dobil sporočilo, itak samo govori.